Ja, eno lepo blagoslovljeno jutro želim vsem, non štiri smo tu. In draga cerkev, dragi poslušalec, budite lepo pozdravljeni na začetku trećega leta, na začetku trećega meseca, ne trećega leta, trećega meseca v tom letu ob Božoj besedi. Važno je, kad smo ob Božoj besedi, kad smo v Božoj besedi, kajti to je edino pravo vodilo, kad se pride v nebeško kraljestvo. Če poslušamo, če udejanjamo Božjo besedo v svojih življenjih. Dnes, v tom času, mi imamo dostop do dosta informacij. Do dosta informacij, které so zelo, zelo koristne za nas. Ne vse. Ne vse. Imamo hiter dostop do znanja in življenje se večinoma gradi na toj naglici. Za štero se ne treba dosta truditi. Ne se treba za to dosta potruditi. Samo parkrat klikneš, parkrat po tipkovnici, malo stipkaš in že imaš informacije, štere bi rod, štere te zanimajo. Ali, dragi moji, Bog nas v njegovoj besedi nas poziva na našo osebno aktivnost, na našo osebno delavnost, na delavnost v našem krščanskom življenju. Peter v svojem drugem listu, v prvom poglavju goči od toga, kako naj živimo naše krščansko življenje, in v desetem veršu še drugega Petrovega lista, prvega tala, drugi Peter, prvi tal, 10. veršoš, piše tok. Tok je zapisano. Prav zato se, bratje, pa tudi sestre, prav tako se, bratje, potrudite, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost. Če boste namreč tako ravnali, se ne boste nikoli spotaknili. Potrebno se je potruditi v svojem življenju. Krščanskega življenja ne moremo živeti nedejavne. Ne moremo ga živeti to, kad bi poležavali. Potrebno se je truditi, potrebno je delati, se utrjevati, ka ne bi bili prevarani, ka se ne bi na toj našoj poti spoteknili in pa spodnili. Zako je to potrebno? Bar pogledamo še naprej, tu v 11. veršu še drugega Petrovega lista, prvega tala, gdje to piše. Na ta način, znači, čemu se trudili, čemu delavni v našem krščanskom življenju, na ta način vam bo namreč na široko pripravljen vstop. Koma? V večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Haleluja. Haleluja. Jezus je zagotovo za svojim delom na zemlji večno življenje za vsakoga človeka. To nam pravi Biblija in to je istina. Jezus je zagotovo za vsakoga človeka večno življenje. Spaseno mora človek dodati svoj delež vere in pa življenja po Božjih načelih, po svetopisanskih načelih, kaj bi Jezusovo delo na križi in na toj zemlji bi bilo za njega uspešno. Do zdaj smo pogledali že večji del molitve Oče naš, ko ta molitev vsebuje, kakšna naj bo tudi naša molitev, in najprlej v Mateji v 6. tale, v vrsticah 9 do 10, piše to, Matej 6. tal 9 do 10. Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. In zaključek toga dela molitve je bil, tako smo nekako gor prišli, ali tako smo zaključili, ka ta molitev nam, te del molitve nam sporoča, naj bo Bog po tvoje. Zgodi se tvoja volja. Naj bo Bog tvoja vola udejanjena v naših življenjah. In te v nadaljevanje dole v molitvi Oče naš guči ta molitev v naših telesnih, v naših vsakdanjih potrebah. Tako štejmo v 11. veršu še, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Dragi moji, zavedanje odvisnosti od Boga, od Božje pomoči, to popolno notranje zavedanje, ko smo v vsem odvisni od njega, to vodi posledično te človeka v eno sveto življenje. Tisti, štiri Bogi ne veržejo, štiri se ne zaveda toga, kaj je popolnoma odvisen od Boga, ne da davo Bogi slavo, Bogi čast in ne da tu njega nika proso. Zato, ka ne vrže v njega. In dragi moji, ne je samo važen odnos do Boga, pač pa so tu važne naše medsebojne odnose. Odnose eden z drugim. In od teh odnosov enega z drugim guči tu naslednja prošnja Mateja 16 ali 12. veršoš. Tako dole smo prešteli in od toga smo gučali nazadnje in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Tej del molitve je Jezus edino ga razložil, dal je usmeritve, kako je potrebno k tome pristopiti. Kako smo pravili, Božje odpuščanje je pogojeno. Božje odpuščanje je pogojeno. Bog mene odpusti, če ga odpustim tebe, brate, bližnjome, drugome. In Bog ne more odpustiti, če tu ges ne odpustim. Božje odpuščanje je pogojeno. Jezus je to lepo razložil v nadaljevanje toga tala. In če se spomnite nedeljske predge od prejšnje nedele, se najdete vi, mlajša generacija, dosta bolje to znate, kot je, se najdete na družbenih omrežjih, kot se gnes to moderno pravi. Gregor je gučil o tom, ka naj mi varujemo svoje misli, naj pazimo na svoje razmišljanja za volo toga, ka kakoli se dogaja v našem življenju, se najprej zača v našem razmišljanju, v naših mislih. Zato je to važno, ka prepoznamo najprej najdobre misli v naših življenjih, jih prinesemo te pod Jezušov križ in tom dojdemo, odložimo in na to prazno mesto, kje so te slabe misli odišle, denemo noter to Božje sporočilo in potom te idemo naprej. In ob koncu je Gregor tako pravo, ka naj predvsem v vsakom trenutku mi stražimo. Mi pazimo na svoje misli, no jih vsikdar znova in znova preverjamo v ogledale Bože, drage, svete reči. In leko bi to pravo, ko je to tu tema zadnje prošnje v molitvi Oče naš, in stanemo in preštejmo Božjo besedo v Mateji 16. in pa 13. vrstica. Matej 6. in pa 13. vrstica. Tu tako pravi Božja beseda. In ne vpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Nebeški Oče, hvala je Tebi za sporočilo Tvoje, drage svete reči. In hvala je Tebi, ka imamo
skozi tvojo besedo za istino prave smernice za to, da bi dosegnili večni cilj. Jaz te prosim, pomori me, da v tom jutri izpovem to, ko je tvoja sveta vola, in pomori nam, da bi razumeli tvojo besedo in živeli po njej. Blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga poslušalca, štiri posluša tvojo drago svetu reč in daj nam odločnosti, da vsikdar in vse posedi živimo po njej. Amen. 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 Ne vpelje nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Prva prošnja toga dela molitve je v ništernih rokopisih zapisana malo noček. Ne daj, da pademo v skušnjavo. Bog, ne daj, ka bi vsake med nami spodno v eno skušnjavo, ka bi bil deležen skušnjave. In, dragi moji, zavedajmo se, ka vsaki, štiri je del te Bože družine, del Božjega ljudstva, ka je vsaki tej človek tarča šotanskega napada, šotanskega nasprotovanja. Vsaki med nami je tarča šotanskih napadov. In še nekaj, ko se moramo zavedati, mi se sami ne moramo proti postaviti in pa premagati šotanove načrte, njegove cilje. Sami v svoji moči smo mi tu nemočni. Jaz sem že parkrat pravil, šotan ima par gezerov letna izkustva v zapeljavanju človeka. In proti tem mi nemamo moči. Ali na svojo strani imamo enoga močnejšega, šterega je obladal. In z njegovo pomočjo leko mi idemo iz toga kot zmagovalci. In to je tej razlog, ka se moramo popolnoma predati Bogu. Predati Bogu in njega v molitvi prositi modrosti in pa moči, ka mu se leko soočili s šotanskimi pritiskami, ka bi vrnek leko živo, eno zmagovito krščansko življenje, mora biti popolnoma poslušen Božoj besedi in poslušen njegovmi vodstvi. Edino tako mu pravilno izkoristili to Božjo modrost, štero on dava v naša življenja. Edino tako mu leko pravilno izkoristili ne samo Božjo modrost, pač pa moč, štero on dava po njegovom svetom duhu. Znate ko, temu mi same sebe disciplinirali. Temu mi same sebe skrbnili, ka nemo delali to, ko je Božja sveta vola. Apoštol Pavel je glede toga dal koristen na svet Timoteje, štere pa velja tudi za vsakoga med nami, ne samo za mladoga Timoteja. V drugom listi Timoteja, v drugom tale, 22. veršu štok piše. 2. Timotej 2:22, 4 dvojke, sume dvojke so tu. 2. Timotej 2:22, beži pred mladostnimi poželenji. Ali to je ne samo za mlade, pač pa tudi za mene, za tebe, dragi brat, draga sestra. Beži pred poželenje, prizadevaj se za pravičnost, za vero, za ljubezen in za mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. Prizadevaj se za to, beži pred tem, ko je nejdobro, in prizadevaj se za to, ko je Božja sveta vola. To je na svet, štiri, da je varoval moje in tvoje življenje pred skušavanjami. Bežanje, odvojitev od vsega, ko nam dnes tako velikodušno ponuja ete svet.
na vseh področjih življenja, nam ponuja vse mogoče stvari. Samo, ko bi se osredotočili na sebe, na to, ko je za nas, ko je nam ugaja, ne pa na to, ko ugaja Boge. Zato moramo dobro paziti v naši življenju, koga bomo poslušali, kateri glas bomo poslušali v svojem življenju. In zato je tako važno disciplinirati na svoja življenja na način, katerega Bog dava v svojoj besedi. Mene in tebe. Jakob v svojem listu dava eno obrazložitev glede preizkušenj, katere se nam dogajajo. On dava obrazložitev. In bar pogledamo v Jakobov list v prvi tav od 13 do 15 tako piše. Jakobov list, prvi tav, 13 do 15. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Tu Jakob pravzaprav dava razlago Bože narave. Bog mene in tebe ne dava v skušavanje. Naj ne postavlja na tisto mesto, kje bi lahko bila preizkušaneva. In dole Jakob pravi tako, 14. veršoš, vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Do deca napravijo, ko je nahopak, par ga se spomnim, ko smo mi tudi tako včasih pravili, storiške včasih pravijo djeci, to kdo napravijo, ko je nahopak, što te je silo, kanoj to napraviš? Što te je silo, kanoj to napraviš? Do napraviš, ko je nahopak, in to velja tudi za mene in tebe. Što me je silo, ka napravim, ko je nahopak? Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. In ti, če človek pravočasno in pravilno ne odreagira, bar pogledamo, ko se te zgodi, 15. veršoš, tako pravi, na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. To je Božja beseda. To je to, ko napravi to nestraženje v preizkušnje, nestraženje na Božoj dragoj svetoj reči, če ne stražimo, če ne pazimo, ka te nepravilno odreagiramo. In če gledamo te 15. veršoš, na to poželenje spočne, rojeva greh, storjene greh pa porodi smrt, to je te samo posledica nezaupanja in neposlušnosti tome, ko pravi Božja beseda. Ko pravi Bog v njegovoj besedi. Znate, Jezus je ljudi okoli sebe včil Božjo besedo na različne načine. Na različne načine. Se spomnite, šteli ste in štejte Božjo reč, kaj je Jezus ponudil različne načine, kaj je ljudi včil. In tu gnes vči mene in tebe na različne načine skozi drago Božjo sveto reč. Ob enoj priliki je pravo ljudem okoli sebe tu priliko, prispodobo usejalce, šteri je sejo svoje semen je sejo in to semen je ti spodnelo na različne podloge. Na različne njive bi lahko tako pravili. Pravzaprav ne njive, tu smo videli, tu v toj priliki je zapisano, ka ne samo na njivo spodnelo tisto semen, pač pa tu na druga področja. In
Ena podloga je bila tu semen posejana na skolnato tla. Na smet skole, gdje je pognalo, gdje je to seme sklilo, ale se je hitro posušilo in ne prineslo pridelka. Te slede pozneje je Jezus svojim učencom razložil duhovni pomen te prilike in pravi to kot semena med skolami. V Lukače 8. 13. veršu še je to zapisano. Luka 8. 13. Tok je te Jezus razložil svojim učencom. To, ko je pravzaprav on pravo. Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, ko jo slišijo. Vendar ti nimajo korenine, nekaj časa verujejo, v trenutku preizkušnje pa odpadejo. Vidite, znova je tu povdarjeno, kakšna nevarnost je tista preizkušnja. In tu vidimo, ka zavolo toga, ka so bili v preizkušnje, ali so ne bili globoko vkoreninjeni v Božjo sveto reč, so te odpadnele. Jasno je tu povedano, kakšna nevarnost preti za moje in tvoje življenje v čase preizkušenj. In že sem pravil na začetku, ka nišče med nami je ne obvarovane, ka ne bi prišel v preizkušnje. In Jezus je to tako pravil. Če pogledamo 6. veršoš v istom Lukače 8. pravi tako, da razlaga to priliko. Drugo je padlo na skalo in ko je pognalo, se je posušilo. Zakaj? Ker ni imelo vlage. Dragi moji, vloga v mojem in tvojem življenju je to dnevno napajanje iz drage Bože svete reči, je to dnevno pitje napajanja svojega duhovnega človeka iz toga večnega izvira. Iz te večne skole, šteri je što? Jezus Kristus. Iz te večne skole Jezus Kristus. Jezus je znal, kakšna nevarnost je življenje brez odnosa z njim. Zato v tom vzorci molitve Oče naš, dava nam na svet, ka naj prosimo Boga za njegovo zaščito v takšnih situacijah. Ne vpelje nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. 136. pesem v Radosti glas pravi tak v drugoj kitici. Me skušavca oslobode iz zabludjene poti. To je to, dragi moji, ko nas Jezus vči v molitvi, za koj naj pravzaprav prosimo Boga. In končavam z besedami Jakoba, štiri svojom liste pravi tok od namena preizkušenj. Jakobovo pismo, 1. 2-4. Tok pravi Jakob, tej veliki Božji služabnik. Moji bratje, moje sestre, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje. Težko zarozmeti, jel te? Kaj bi se veselili, da smo preizkušnje? Imejte to za čisto veselje. Ale Jakob je ne ustavno samo na tom, pač pa razlaga zakaj. In pravi dole tako. Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate skozi preizkušnje, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost.
preizkušenost moje, tvoje vere, tvojega zaupanja v Boga, v njegovo vsemogočnost, ustvarja stanovitnost, ustvarja trdnost. Kaj se ne geden kroj od njega, kokoli da se dogajalo v moje življenje. Kokoli da se dogajano. Job je pravo tako. Da je bil v preizkušnjaj. Pa kokoli se zgodi. Bog je dal. On je vzel. In naj bo proslavljeno njegovo ime. To bi mogel biti stav mojega in tvojega življenja. Ne je to enostavno. Ali da si povezane z Gospodom, da si združene z njim, ti znaš in se zavedaš, ka on dava tu izhod. Pa kakšenkoli je. Za Joba je bil izhod zelo, zelo težki. Zelo, zelo tragičen. Mi si to niti ne moremo predstavljati, ko je taj človek šel skozi. Ali Bog, zaupanje v njega, ga je skozi to pripeljalo. Zavolo toga, ka se je držal pravičnosti. Držal se je svojega Boga. Zaupaje njeme. Kakoli se je zgodilo v njegovom življenju. Saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. In dole 4. veršoš pravi to, za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolne ali da boste zreli, ka bodete odrasli in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, Bog želi mene in tebe na različne načine utrditi in zato ništene stvari dopusti. To je tiste, štere so no najpovoli. To je tiste, štere bolijo. Dopusti, ka se mene in tebe to dogaja. In marsišto, ne bi leko pravo, ne mi je všeč to, ko se me dogaja. In Bog popolnoma razme tebe in tudi mene. Ali skozi besedo, skozi njegovo drago sveto reč, smo opozorjeni. Smo opozorjeni, ka naj pazimo in dodamo svoj delež. Dodamo svoj delež, ka v teh težkih situacijah šatan ne bi bil zmagovalec. Zato, ka Jezus je zmagovalec. Amen. Za vsako mojo in tvojo situacijo. On je šel na križ in tom je doprinesel zmago, zato, ka sva ges in ti leko zmagovalca. Apoštol Pavel, glede toga, tok svetuje cerkve v Korinti in to je tudi na svet za mene. V 2. pismi Korinčanom 13. to 5. veršoš pravi tok. Sami se preverite. To je poziv za moje in tvoje življenje. Naj preverjamo svoja življenja. Sami se preverite, ali ste verni. In preizkusite se. Znači, samo kontrola, samo preverjanje naših življenj. Ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas? Najstniki, ko ste poslušali v Ženovle? Jezus Kristus v vas. V nas. To je to, ta ista beseda. Tom Ženovle in pa tu. Štera je zapisana v Božoj svetu reči za mene, za tebe, za vsakoga med nami. Sami se preverite, ali ste verni in preizkusite se, ali ne spoznavate, da je Jezus Kristus v vas. In ti, Pavel, postavlja še eno pitanje.
morda pa preizkušnje niste prestali. Preizkušnje v mojom in tvojom življenju so priložnosti, ko idemo z Gospodom na jedan novi način naprej. V jednoj novoj moči, v jednoj novoj odločenosti. Či glika je dostakrat teško, neenostavno, znam koga učin, zato ga sam marsikoj šel skozi. In če ne bi imel Gospoda na svojoj strani, ne bi zmogel. In tudi ti, dragi poslušalec, ne boš zmogel, če boš šel sam. Edino z Gospodom boš zmagovalec. On da ti dal moči, noj Gospod po svojem duhu vsakoga med nami vode, kamo dnevno obnavljali svoj odnos z njim. Obnavljali to povezano z njim in tok utrjevali svoje življenje v veri. Tok, znate, skušavec ne da imel nikše možnosti za zmago. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč, štera je vodilo za naše življenja. Hvala je tebe, ko imamo to zapisano reč, štera je 100% sigurna, zato ko je zapečatena z nedužnov svetov krvjov Božjega Agneca, tebe, dragi naš zveličitelj Jezus Kristus. I hvala je tebe, da vsakoga štere se zoj nahaja v preizkušnje i hvala te, kad ti si niti enoga ne pustil samoga. Gospod dragi, pomagaj nam, ko skozi tvoju reč razumemo to, ko se nam dogaja. To je ne tvoja vola, Gospod dragi, ali hvala ti, Gospod dragi, kad nas ti v tej situaciji ne puščaš same. Gospod dragi, daj nam moči, kad smo povezani s tjov. Daj nam moči in modrosti, kad tebe zavipamo v vsem, ko se nam dogaja. Gospod dragi, in iščemo odgovore, Gospod dragi, na to. Gospod dragi, pomori nam, kad smo povezani s tjov tu naprej. Amen. Amen.